Gospa Kresal, mene je zmeraj zanimalo, o čem se vi pogovarjate na teh vaših tweet meetih. Zdaj rešujete svet, opravljate najnovejši traček, kaj pravzaprav počnete? Ja, po kakšnem traču tudi vprašam. Ampak drugače to so taki zelo prijetni, prijazni pogovori, več ali manj zelo nepolitični. Tudi na spletu so aktivni ljudje, ki jih mogoče klasična politika tako zelo ne zanima, pa jih vprašajo, kaj počnem, pa kaj o kakšni stvari mislim, pa jaz jih malo povprašam, kaj delajo. Skratka, zelo prijazno, kot bi se tako eni prijatelji dobili na kavici, pa malo čvekali. Pa drugače rumeni tisk spremljate, kaj recimo tako ob kavici? Ja, pa pogledam rumeni tisk, človek mora vse vedeti, kaj se dogaja. Imate svojo najljubšo naslovnico, recimo z vami na njej? A v kateri reviji mi je bila najljubša? Ja, kakšen trapaš članek, zdaj vem. Ne. Ja, najljubši so mi tisti, ki so prijazni, ne? Super. Na včerajšnji predstavitvi kandidatov stranke LDS smo slišali, da prav posebej v Mariboru računate na nadpovprečen rezultat. Pa me zanima, zakaj prav v Mariboru? Ker imamo novo zagnano ekipo, polni so energije, to so čisto nek drug način funkcioniranja LDS-a kot včasih. Veliko punc tudi, sem posebej zadovoljna in to so ljudje, ki se potem s polnim srcem vržejo v tako kandidaturo, grejo med ljudi, prenašajo svojo pozitivo in to bo rodilo rezultate gotovo. Pri iskanju kandidatov za svoje liste pa niste iskali toliko strašno znanih obrazov kot nekateri drugi, recimo, ne? Ni toliko športnic, pevk. Zakaj ne? Iskali smo tiste, za katere menimo, da se bodo dobro odrezali v parlamentu, če pridejo vanga. Da imajo kakšna posebna znanja, da imajo tudi to željo, da imajo izkušnje, da imajo kaj pokazati. In zelo smo se trudili, da bi dali priliko ljudem, ki še niso imeli prilike. Tako da recimo na naši listi je kar 75% takih kandidatov in kandidatk, ki kandidirajo prvič, še nikoli prej. Veliko se govori o teh ženskih kvotah, ne, da bi čim več žensk šlo v politiko. Kaj menite o tem? Je res to potrebno za vsako ceno? Ja, seveda. Naša politika bi bila čisto drugačna, če bi bilo nekaj več punc noter. Mnogo bolj umirjena, verjetno tudi bolj premišljena. Ženske delamo stvari drugače, tako bolj se organiziramo, jasne cilje si postavimo in dosledno speljemo stvari do konca in to brez kakšnega prevelikega kravala. Zdaj enostavno fantje se hitro dajo na nasprotne bregove, pa potem egi ven udarijo in tako naprej, punce pa to blažimo. In bi bilo dobro, da je več žensk v politiki. Veliko jih govori sicer o temu in imamo neke pač te ukrepe, kako jih spraviti notri, ampak če ne bo politika sama se odprla, če ne bojo tudi moški v politiki sami dejansko spustili žensk zraven, se ne bo nič spremenilo. V vašem programu kar veliko prostora namenjate, ne vem, in temam okoli družinskega zakonika, spodbujanju umetniškega ustvarjanja. Koliko je pravzaprav prostora, zdaj ko se govori bolj in manj samo o gospodarski krizi, denarju, službah, koliko je pravzaprav prostora za eno liberalno misel? No, gospodarstvo je pomembno. Tudi tam imamo vrsto učinkovitih ukrepov, ki verjamemo, da bi pomagali gospodarstvu, da gre dalje. Ampak to ni vse. Ne moramo naše družbe, tudi ne moramo našega življenja omejiti samo na gospodarske ukrepe, na učinkovitost, na eno dimenzijo. Družba je pač večdimenzionalna in kvaliteto življenja nam daje druženje, nam daje kultura, predvsem nam pa daje ta prostor svobode, ki mora vedno ostati naš. Verjetno smo ena redkih strank, ki dajemo veliko pozornosti tem temeljnim in človekovim pravicam in pa temu, da država pač ne sme vsakemu posamezniku govoriti, kako lahko živi, kako naj bo oblečen, s kom naj živi, kako naj misli. To je bistvo liberalne misli in ta prostor svobode je nekaj, za kar se bomo mi do konca borili. No, ko smo že ravno ob kavi, rečeva že kakšno kavarniško, ne? Zdaj, ko gledamo ta volilna soočenja, ne, vsi delujete zelo strateško urejeni, ne, videli smo nekaj belih zavihanih rokavov, nekaj rumeno-modrih kravat. Kaj pa vi, koliko strategije je v vaših predvolilnih opravah? Jaz sem več ali manj napravljena tako, kot sem. Ne delam se, da sem nekaj drugega, čeprav bi mi mogoče koristilo včasih, ampak pri soočenjih pa pretehta to, da je v teh studijih peklensko vroče. In jaz sem rekla, da ne bom več ponovila tistega, kar je bilo pred 3 leti, kot ti kapla od povsod, ne, in sem večkrat bolj lahko napravljena. Pred nami so mrzli dnevi, s čim si jih boste ogreli? Z vročim čajem, še posebej, ker me grlo malo daje, pa med noter, sicer pa dobra družba reši vse probleme. Že kakšni praznični načrti? Ne, samo volilni načrti, nobenih prazničnih. Še čisto za konec, če dava domišljiji, si malce duška, kaj boste počeli 5. decembra? Proslavljala že vedno.